Drage gledalke in dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. Potem, ko ste prejšnji teden zaradi moje odsotnosti spremljali športni tednik Koroške v nekoliko drugačni obliki, smo danes nazaj. Takšni kot nas poznate in takšni kot vsak petek ob 18. uri, ko skupaj z vami pregledamo športno dogajanje minulega tedna v naši regiji. Tudi v današnji oddaji, ki jo lahko spremljate na kanalu televizije Slovenj Gradec in na kanalu televizije KTV Dravograd, nas čaka veliko zanimivega, zato vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi. Veseli me, da lahko tudi današnji športni tednik Koroške začnemo z novicami o novem velikem uspehu koroškega športa. Igralke namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont iz Rave na Koroškem so namreč osvojile naslov državnih prvakinj v namiznem tenisu. Na drugi tekmi finala državnega prvenstva so s 5-1 premagale ekipo namiznoteniškega kluba Arigoni iz Izole. Glede na to, da so zmagale tudi že na prvi tekmi, ki je bila odigrana 24. maja v Izoli, ko so bile boljše s 5-3, so na ta način osvojile že svoj 6. naslov državnih prvakinj. Igralke pod vodstvom trenerja Darka Jamška nadaljujejo prevlado med ženskimi namiznoteniškimi ekipami v Sloveniji. Ta prevlada traja že 6 sezon. Poleg naslova državnih prvakinj so tudi v tej sezoni osvojile naslov pokalnih prvakinj in na ta način osvojile 6. zaporedno dvojno krono. V sredo 28. maja je bil na Ravnah na Koroškem pravi praznik športa. Po finalni tekmi ženskega namiznoteniškega prvenstva so namreč podelili tudi nagrade najboljšim športnikom v občini Ravne na Koroškem za leto 2013. O prejemnikih teh nagrad smo že poročali v eni izmed prejšnjih oddaj, sedaj pa se posvetimo najboljšim igralkam namiznega tenisa v Sloveniji. Druga tekma finala se ni začela po željah domačink, saj Katarina Sterči na prvi tekmi s 3-0 premagala domačinko Niko Veronik. Potem pa so se stvari vendarle začele odvijati po okusu številnih domačih navijačev, ki so prišli pozdraviti nove, stare državne prvakinje. Naslednjih 5 tekem so brez izgubljenega niza dobile Ravenčanke in tako osvojile zmago s skupnim rezultatom 5-1. Ekipa namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont iz Rave na Koroškem v postavi Asja Kasabova, Manca Fajmut, Nika Veronik in Zala Veronik je torej še 6. zapored osvojila naslov najboljše ženske namiznoteniške ekipe v Sloveniji. Asja Kasabova pa je s 33 zmagami in enim samim porazom znova postala najboljša igralka prve slovenske namiznoteniške lige. Vodstvo koroškega kluba je lahko s svojimi tekmovalkami izjemno zadovoljno, saj v zadnjih letih pridno polnijo klubske vitrine s pokali. Poleg kolektivne premoči, ki se izraža z naslovi v državnem prvenstvu in v pokalnem tekmovanju, je Manca Fajmut v zadnjih 2 sezonah osvojila naslov članske državne prvakinje in je trenutno najboljša igralka v naši deželi. Zelo uspešno v mlajših kategorijah nastopata tudi dvojčici Veronik. Zala je letos postala državna prvakinja v konkurenci mlajših članic, Nika pa je po naslovih v konkurencah mlajših kadetin in kadetin letos dodala še mladinskega. Pa poglejmo še enkrat, v katerih kategorijah so igralke Fužinarja Interdiskont v sezoni 2013-2014 osvojile naslove državnih prvakinj. Članice so osvojile naslov državnih prvakinj in naslov pokalnih prvakinj. Naslov državnih prvakinj je osvojila tudi ekipa mladink. Med posameznicami je bila najboljša Manca Fajmut. V mešanih dvojicah sta slavila Zala Veronik in Gregor Zafošnik iz mariborskega namiznoteniškega kluba. Zala Veronik je bila najboljša tudi med posameznicami v kategoriji mlajše članice. Zala in Nika Veronik sta bili med dvojicami najboljši v kategorijah mladink in mlajših članic. Nika Veronik pa je osvojila naslov državne prvakinje med mladinkami posamezno. Za prihodnjo oddajo pripravljamo prispevek, v katerem se bomo o velikih uspehih Ravenčank pogovarjali s trenerjem Darkom Jamškom. Igralkam namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont čestitamo za zelo uspešno sezono, sedaj pa nadaljujemo z nogometom. V Štajerski nogometni ligi sta bila od našega zadnjega pregleda odigrana 2 kroga. Potem, ko je bil že po 23. krogu znan prvak Štajerske nogometne lige za sezono 2013-2014, to je ekipa Fužinarja iz Rave na Koroškem, so se zelo zanimivi boji odvijali za uvrstitev na mesta od 2 do 5. Ta mesta zagotavljajo igranje v 3. slovenski nogometni ligi v prihodnji sezoni. 24. krog je bil na sporedu 24. in 25. maja. V
V Črni na Koroškem smo spremljali koroški derbi med domačini, ekipo Pece in gosti iz Radelj. Igralci Pece so bili pred tekmo na 10. mestu in so za ohranitev možnosti za preboj na 5. mesto nujno potrebovali zmago. Tekma pa se je končala z 2-2. Radeljčani so dobili prvi polčas z 2 zadetkoma prednosti, v drugem pa so jim z enako mero vrnili domačini. Za goste sta zadetka dosegla Tadej Kovač in Andrej Hudin, domačim pa je točko z 2 zadetkoma zagotovil Jani Grilc. Radeljčani so kljub osvojeni točki na lestvici izgubili mesto, prehitel jih je Lenart. Igralci Pece pa so iz 10. napredovali na 9. mesto. Novi prvaki, igralci ravenskega Fužinarja, so pred domačimi gledalci dosegli še 18. zmago v sezoni. 4-0 so bili boljši od ekipe Tehnotima iz Pesnice. Zadetke so dosegli Ovčar Gregor, Vezovnik Marko, Stočko Peter in Mlakar Jernej. Novo zmago so dosegli tudi igralci Koroške Dravograd, ki so na gostovanju v Šoštanju na zelo zanimivi tekmi zmagali s 3-2. Potem, ko so gledalci v prvem polčasu videli le en zadetek, goste je vodstvo popeljal Nik Fasfalt, se je tekma v drugem delu zelo razživela. Domačini so rezultat na začetku drugega polčasa uspeli zanačiti, potem pa sta Aljoša Gluhovič in Matevž Vrhovnik poskrbela za vodstvo Dravograda s 3-1. V napeti končnici so domačini sicer še dosegli zadetek, a so 3 točke vseeno odpotovale na Koroško. Ekipa Koroške Dravograd se je z njimi še utrdila na drugem mestu na lestvici Štajerske lige. Manj uspešni pa so bili igralci nogometnega kluba Slovenj Gradec, ki so prav tako gostovali in sicer pri ekipi Mons Claudius v Rogatcu. Domača ekipa je bila prepričljivo boljša s 5-1. Edini zadetek za goste je dosegel Petar Jelič. Slovenjgračani so tako ostali na zadnjem na 14. mestu na lestvici. Pa poglejmo še preostale rezultate 24. kroga in lestvico po tem krogu. Minuli vikend pa je bil v Štajerski nogometni ligi odigran predzadnji 25. krog. V tem krogu smo videli kar 2 obračuna koroških ekip. V Dravogradu so gostovali igralce Pece iz Črne na Koroškem. Domačini so tekmo dobili z 2-0, oba zadetka pa sta padla v drugem polčasu. Dosegla sta jo Tevž Nabrnik in Matevž Vrhovnik. Ekipa Koroške Dravograd je tako dosegla še 15. zmago v sezoni, ob 7 remijih so zbrali 52 točk. S tem so končno osvojili drugo mesto v Štajerski ligi in si zagotovili nastope v 3. slovenski nogometni ligi v prihodnji sezoni. V prihodnjem krogu bodo gostovali na Ravnah na Koroškem, pri ekipi, ki je bila v tej sezoni edina uspešnejša od njih. Zagotovo se nam obeta prava poslastica, saj bosta obe ekipi zaigrali povsem neobremenjeni, kljub temu pa zmaga na lokalnem derbiju pomeni ogromno. Igralci Pece so na drugi strani ostali na 9. mestu z 28 točkami. V prihodnjem krogu pa se bodo od letošnje sezone skušali posloviti za zmago na domačem igrišču proti ekipi Šoštanja. V drugem obračunu koroških ekip na derbiju kroga sta se v Radljah ob Dravi pomerili domača ekipa in gostje iz Ravena na Koroškem. Pred tem krogom četrtouvrščena ekipa Radelj je ekipi Fužinarja prizadejala šele drugi poraz v tej sezoni. Za zmago 1-0 je zadetek dosegel Tadej Kovač. Tekma, ki si jo je ogledalo 200 gledalcev, je bila na zelo visokem nivoju, kar niti ne preseneča, saj so se pomerili ekipi, ki bosta v prihodnji sezoni nastopali v 3. slovenski nogometni ligi. Igralci Radelj so se zmago povzpeli celo na 3. mesto na lestvici, za točko so prehiteli ekipo Lenarta. To mesto bodo skušali ubraniti v zadnjem krogu, ko gostujejo pri ekipi Marles hiše v Limbušu. Mi seveda držimo pesti, da jim bo uspelo in da bodo na koncu prva 3 mesta v Štajerski nogometni ligi zasedle koroške ekipe. Skok na lestvici pa je uspel tudi igralcem nogometnega kluba Slovenj Gradec. Ti so na domačem igrišču dosegli prepričljivo zmago proti gostom iz Ruš, ekipi Poholja. Rezultat je bil 4-0, zadeli pa so Korošec Jordan, Zajc Matija, Černič Rok in Dobnik Žan. Slovenjgračani so ekipo Pohorja tudi prehiteli na lestvici in se tako tresli zadnjega mesta. V zadnjem krogu bodo gostovali v Lenartu, kjer pa jih čaka zelo težka naloga, saj se ekipa Lenarta bori za 3. mesto na lestvici. Kljub temu pa se lahko, če bodo ponovili odlično predstavo zadnje tekme, nadejo pozitivnega rezultata.
Pa poglejmo, kaj so nam v zadnji tekmi, letošnji sezoni in še čem povedali v taboru Slovenjgračanov. Nam je predsednik nogometnega kluba Slovenj Gradec, Matjaž Mravljak. Matjaž, lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej čestitke za prepričljivo in zanesljivo zmago vaše članske ekipe v zadnjem krogu Štajerske nogometne lige. S to zmago ste zagotovo zelo zadovoljni, kako pa ste zadovoljni z dosedanjim potekom letošnje sezone? Hvala za čestitke. Vsekakor smo zadovoljni z zmago v zadnjem krogu. Z letošnjo sezono bi pa lahko ocenili morda malo mešano. Zimski del oziroma jesenski del smo imeli bolj pičlo bero, v spomladanskem delu smo to dosti nadoknadili. Smo pa imeli v zimskem prestopnem roku tudi nekaj kadrovskih menjav, nekaj igralcev nas je zapustilo. Z to, bomo rekli, razrečeno ekipo, pomlajeno z dosti mladinci, pa smo pokazali, da se vseeno da in tu pričakujemo naslednje leto nadaljevanje zgodbe. Ja, naslednje leto se obeta precej sprememb v sistemu tekmovanja v nižjih državnih nogometnih ligah. Kako bodo te spremembe vplivali na vaš klub? Kje bomo prihodnjo sezono lahko spremljali nogometni klub Slovenj Gradec? Ja, res je. Spremembe se bojo zgodile predvsem v tretji nogometni ligi pa navzdol. To se pravi, tretja liga se namesto dveh zdaj razdeli na 4. Štajerska liga, v kateri pa igrajo člani nogometnega društva Slovenj Gradec, se ukine, zato se klubi, ki bojo ostali v tej ligi, premestijo v medobčinsko nogometno zvezo Maribor v njihovo prvo ligo. Se pravi, tu nas boste lahko gledali naslednje leto, pol pa po pravilih najboljši vedno napreduje, si obetamo, da bomo še kaj po tej plati naredili. Ja, tako ta Štajerska nogometna liga je bila letos zelo zanimiva tudi zaradi tega, ker je v njej nastopalo kar 5 koroških ekip. 3 izmed njih so si že zagotovili nastope v tretji slovenski nogometni ligi, kot ste dejali Sever, pa lahko tudi vas vleče tja. Je vaš cilj uvrstitev v to tretjo slovensko nogometno ligo? Naš cilj je sigurno tudi tretja slovenska nogometna liga, bomo rekli nekje, morda v 3 sezonah računamo, da bi ob seveda določenih izpolnjenih pogojih lahko tudi to dosegli. Ne želimo se pa ustavljati v tretji ligi, čeprav je že to dosežek, ampak ambicije segajo še naprej. Super, tule vidimo, da imate na voljo za delo zelo lep nov štadion, kar je za uspešno delovanje vašega kluba zagotovo zelo dobrodošlo. Kaj pa ostali pogoji? Ste zadovoljni s podporo okolja, v katerem delujete? Štadion nam sigurno dosti pomaga, s tem, da vidimo vsi, da je ta štadion preveč obremenjen, da bi lahko gospodarno z njim ravnali. To se pravi, da nujno rabimo še vsaj eno pomožno igrišče in tu smo v določenih dogovorih tudi z lokalnim okoljem, tudi z nogometno zvezo, ampak morda bi v tej smeri se dalo tudi kaj več narediti. Ja, kot za vse športne klube in društva je tudi za vaš klub delo z mladimi verjetno bistvenega pomena. Bi lahko malo več povedali o vaših mlajših selekcijah? Ja, delo z mladimi je vsekakor za vsak klub bistvenega pomena, saj se od tu črpa baza domačih igralcev. Zato ni pomembno samo število otrok, pomembno je tudi kvalitetno delo z njimi. Za ta namen smo pri nas v letošnjem letu ustanovili nogometno šolo Marka Šulerja, kjer smo seveda našega priznanega sokrajana poprosili, da nam pomaga z izkušnjami, z svojimi zvezami, še mogoče na druge načine. Vsekakor pa želimo vzpostaviti okolje, v katerem se bo čim več otrok lahko ustrezno, bomo rekli, izobraževalo na tem področju. Trenutno imamo 87 otrok v selekcijah od U7 do mladinske, se pravi do U19. Zelo pomembno se mi zdi, da imamo tudi selekcijo U7, ki recimo na svojem nivoju še ne tekmuje. Se samo uči nogometne igre, ampak to je očitno osnova za nadaljne delo. Super, Matjaž, hvala lepa za vaše odgovore in seveda veliko uspeha pri vašem delu v nogometnem klubu Slovenj Gradec še naprej. Hvala tudi vam. Preden nadaljujemo, preverimo še preostale rezultate 25. kroga Štajerske nogometne lige, lestvico in pare zadnjega kroga, ki bo odigran ta vikend.
2 kroga sta bila od našega zadnjega pregleda odigrana tudi v prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. Ekipa nogometnega kluba Korotan Prevalje je še vedno na dobri poti k osvojitvi naslova prvaka, kljub temu, da je v zadnjih 2 krogih osvojila le točko. V 23. krogu je na domačem igrišču remizirala z ekipo Slivnice. Rezultat je bil 2:2. Zadetka za domače sta dosegla Tim Kuzma in Željko Marinković. 200 gledalcev je kljub zelo zanimivi predstavi domov odhajalo nekoliko razočaranih. Pričakovali so namreč zmago in ob ugodnih rezultatih na ostalih igriščih tudi potrditev naslova prvaka prve članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor. Tako pa je bila odločitev o prvaku preložena na prihodnje kroge. Do te odločitve ni prišlo niti v 24. krogu, saj so igralci Korotana na gostovanju pri ekipi Palome v Sladkem Vrhu izgubili z visokih 0:3. Ekipa Palome se je Prevaljčanom 2 kroga pred koncem tako približala na 4 točke zaostanka. Toliko pa zaostaja tudi ekipa Dobrovc. Kljub temu imajo igralci Korotana še vedno vse v svojih rokah oziroma nogah, saj se bodo v prihodnjem krogu na domačem igrišču pomerili z ekipo Pobrežja. Zmaga proti 10. uvrščeni ekipi bi domačim dokončno prinesla naslov prvaka prve članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor. Na ta način bi se uvrstili v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Mi seveda verjamemo, da jim bodo na pomoč priskočili tudi navijači in da jim bo skupaj uspelo. V sredo 4. junija pa so se igralci Korotana na domačem igrišču borili za naslov prvaka pokalnega tekmovanja Medobčinske nogometne zveze Maribor. Pomerili so se z Lenartom in po ogorčenem boju izgubili z 1:2. Potem, ko so gostje zmagovit zadetek dosegli globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa. Kljub porazu so si Prevaljčani z uvrstitvijo v finale tega tekmovanja izborili nastopanje v pokalu Hervis v prihodnji sezoni. V tem pokalu sodelujejo tudi vse najboljše slovenske nogometne ekipe, zato si lahko morda v prihodnji sezoni na Prevaljah obetamo tudi gostovanje katere izmed najboljših slovenskih ekip. Poudariti velja, da si je finale pokala Medobčinske nogometne zveze Maribor ogledalo kar 400 gledalcev. Po tekmi smo se pogovarjali z predsednikom nogometnega kluba iz Prevalj, pa poglejmo, kaj nam je povedal. Z nami je predsednik nogometnega kluba Korotan Prevalje, Martin Potočnik. Martin, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Najprej čestitke za zaenkrat zelo uspešno sezono. Vaša ekipa je na zelo dobri poti k osvojitvi naslova prvaka v prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. Uvrstili ste se tudi v finale pokalnega tekmovanja te zveze. Kot predsednik ste verjetno za letošnjo sezono zelo zadovoljni. Ja, res je, smo ful zadovoljni, ker pred sezono res da smo imeli neke cilje. Samo da pred sezono je bil tudi nekaj osip igralcev in smo se mogli zelo potruditi, da smo sestavili konkurenčno ekipo. Potem pa je po sredini sezone kazalo na visoka mesta v ligi. Tudi v pokalu smo dobro štartali, malo primerno smo še ukrepili ekipo in zaenkrat vodimo v tej ligi in tudi finale pokala smo zdaj odigrali. Ja, kot rečeno, le še korak vas loči do osvojitve naslova prvaka v prvi članski ligi MNZ Maribor. Ta naslov prvaka pa bi vam zagotovil oziroma mogoče tudi boj za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Je znano že kaj več o načinu tekmovanja, o dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v to ligo? Zaenkrat ni nič kaj prav znanega. Znano je samo to, da v primeru velikega števila ekip se bodo igrale kvalifikacije, kjer bi naj bil pokalni sistem. Igrali bi pa prvi iz MNZ Maribor, prvi MNZ Celje, 6. ekipa iz Štajerske lige in pa 3. ekipa iz Superlige Ptujske. A kako pa zaenkrat kaže, se obeta liho ali sodo število ekip in pa to ligo, 3. slovensko nogometno ligo bi si vaš klub verjetno zelo želel? Ja, res je. Zaenkrat kaže dobro, zaenkrat kaže na liho število. Bi si pa res želeli preboja v 3. ligo, ker letos je res velika šansa za to. In cel strokovni štab in tudi igralci si ful želimo to. Ja, v to 3. slovensko nogometno ligo so se iz Štajerske lige že uvrstile 3 koroške ekipe, to so Fužinar, Koroška Dravograd in Radlje. In v primeru vaše uvrstitve v to ligo bi bila ta liga zagotovo zaradi tega tudi zelo zanimiva za vas in za vaše gledalce. Ja, res je, bila bi ful zanimiva tudi za gledalce. Igrali bi se koroški derbiji, stari derbiji bi se spet obudili. Se veste, da ti derbiji zmeraj pritegnejo ogromno število ljudi. Tako da, pa tudi iz finančnega vidika mislim, da ne bi bil prevelik zalogaj. Zato bi bilo zelo dobrodošlo.
Kako pa ste drugače zadovoljni z obiskom gledalcem na vaših tekmah? Zelo zadovoljni. V Prevaljah je res nogometno mesto. Tudi ko ni derbija, imamo po 250 ljudi na tekmi, tako da če so pa derbi, pa tudi po 400-500 ljudi. Ne? Ja, pa imate tudi zelo dobre pogoje, kar se tiče športne infrastrukture. Kaj pa ostali pogoji? Ste zadovoljni s podporo okolja, v katerem delujete? Smo zadovoljni. Moramo hvaliti tudi občino Prevalje, ki nam zelo pomaga. In pa tudi okoliška podjetja, tako da imamo kar nekaj sponzorjev tudi. Je pa seveda dobrodošlo, če bi se še kakšen nov pojavil. Ja, to ne dvomim. Drugače pa tudi vaše mlajše selekcije dosegajo zelo dobre rezultate. Nam lahko poveste nekaj več o vaši nogometni šoli? Ja, v nogometni šoli imamo okrog 120 otrok. Najmlajši dečki so osvojili prvo mesto v MNZ Maribor. U15 igral v prvi nogometni ligi, slovenski vzhod, kjer tudi dosega dobre rezultate. Smo ponosni zelo na njih. Imamo pa tudi s kadetsko in mladinsko ekipo, imamo v prihodnje velike ambicije, no, da bi se prebili vse do druge lige slovenske. Tako da imamo pa tudi dober trenerski štab, no, da se v redu dela s fanti. Ja, in delo z mladimi je verjetno, tako kot v ostalih športnih klubih in društvih, prioriteta vašega kluba. Res je, da vzgojimo dobre nogometaše, da fantje dobimo od računalnikov, da se športajo in pa da imaš tudi doma domač kader. S katerega lahko potem črpaš igralce za člansko ekipo. Kakšni pa so cilji v prihodnji sezoni nogometnega kluba Korotan Prevalje? Ja, v prihodnji sezoni upam, če bo članska ekipa prišla v tretjo ligo, vsaj obstanek v tretji ligi, da se bo igral lep nogomet na Prevaljah. Kar se mlajši selekciji tiče, kadeti, mladina, preboj v drugo ligo in pa U15 vsaj obstanek v prvi slovenski ligi. Ja, mogoče za konec to, če se ne motim, vas ta vikend čaka zelo pomembna tekma v boju za naslov prvaka. Ja, ta vikend nas čaka pomembna tekma proti Pobrežju, kjer lahko odločimo sami krog pred koncem, da osvojimo to prvenstvo in da mirno gremo tudi v zadnje kolo. Tako da upam, da nam bo uspelo. To seveda upamo tudi mi, tako da veliko uspeha na tej zadnji tekmi, oziroma predzadnji in zadnji tekmi, in pa hvala za vaše odgovore. Ja, hvala. Sedaj pa bomo nogometno žogo zamenjali z nekoliko manjšo, rokometno. Državna prvenstva v rokometu so pri nas zaključena v vseh starostnih kategorijah. Potem, ko smo o velikem uspehu članske ekipe rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, osvojili so namreč naslov prvaka prve B državne rokometne lige, že poročali, bomo danes nekaj več pozornosti namenili mladinski ekipi tega kluba. Tudi ta je v letošnji sezoni nastopala zelo uspešno. V 12-članski prvi državni mladinski ligi so osvojili zelo dobro 6. mesto. Na 22 tekmah so pod vodstvom trenerja Darja Dumančiča dosegli 10 zmag, 1 odločen rezultat in 11 porazov. Da se lahko povsem enakovredno kosajo prav z vsemi, so med drugim dokazali, ko so na gostovanju premagali mladinske podprvake, ekipo rokometnega društva Ribnica Rikohiše. Tudi ostale selekcije rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 so uspešno nastopali v državnih prvenstvih, zato se za svetlo prihodnost rokometa v Slovenj Gradcu ni potrebno bati. Pa poglejmo, kako izgleda končna lestvica prve mladinske državne rokometne lige. Sedaj pa k judu. 24. in 25. maja je v Italiji potekalo Evropsko prvenstvo v judokatah. V 2 dneh se je za naslove evropskih prvakov borilo 92 parov iz 16 evropskih držav. Tekmovali so v 5 katah in 2 starostnih skupinah. V Nageno kati sta prvi dan nastopila tudi brata Robert in David Mesarič, ki sta v starostni skupini do 34 let osvojila 8. mesto z 400 osvojenimi točkami. V soboto 24. maja je v Ljutomeru potekalo tudi državno prvenstvo v judo za mlajše člane in članice in pasovno državno prvenstvo. Skupaj se obeh prvenstev udeležilo 139 tekmovalcev in tekmovalk iz 26 slovenskih klubov. Judo klub Akron Slovenj Gradec je zastopalo 6 predstavnikov. Najvišjo uvrstitev je dosegel Aljoša Jankovski, ki se je uvrstil na 2. mesto. V polnem razmahu so tudi tekmovanja na atletskih stadionih. V
V četrtek 29. maja je v avstrijskem Kaffenbergu potekal tradicionalni mednarodni atletski miting Spikes Challenge. Maja Pogorevc je v teku na 400 metrov osvojila zlato medaljo. S časom 54,53 sekunde pa si je zagotovila tudi mesto v reprezentanci za nastop na svetovnem prvenstvu za mladince in mladinke, ki bo potekalo konec meseca julija v Združenih državah Amerike. Na mitingu se je odlično odrezal tudi Tine Glavič, ki je osvojil prvo mesto v teku na 3000 metrov. Za konec pa poglejmo še v košarkarske dvorane. Z mladinsko tekmo v Slovenskih Konjicah so mlajše selekcije Dravograda Koroške zaključile s prvoligaškimi kvalifikacijami. Mladinci so si navkljub porazu na zadnji tekmi zagotovili nastopanje v prvi B ligi. Med elito pa so tudi vse ostale ekipe. V prvoligaški konkurenci bodo tako v novem tekmovalnem letu igrale vse ekipe Dravograda Koroške. U11, U13, U15A, U17 in U19. Slednji bodo boje z najboljšimi ekipami v državi naskakovali iz prve B lige. V novi sezoni pa se bo v Dravogradu igrala tudi članska košarka, saj bo mlada ekipa znova začela s tekmovanji in sicer v 4. slovenski košarkarski ligi. Poglejmo, kako je sezono za spletno stran koroška-kosarka.si ocenil Miha Čop, vodja strokovnega štaba Dravograda Koroške. Navajam. Veseli dejstvo, da so vse naše ekipe kvalifikacije opravile z odliko in uresničile zastavljene cilje. Tako bomo jeseni štartali v tekmovanjih, ki ustrezajo znanju in sposobnostim naših košarkarjev, kar je za njihov napredek zelo pomembno. A do takrat nas vse skupaj čaka še veliko trdega dela, saj bomo le tako do jeseni boljši. Strokovnim štabom ekip in vsem košarkaricam in košarkarjem čestitam za do sedaj opravljeno delo in jim želim tudi čim boljše delo v prihodnje. Konec navedka. Tako, prišli smo do konca današnjega pregleda športnega dogajanja na Koroškem. Kot kaže, nas čaka prvi pravi poletni vikend in velika škoda bi bila, če ga ne bi izkoristili za obisk katere izmed športnih prireditev, ki se bodo odvijale v naši regiji. Športniki bodo zelo veseli vaše podpore. Za tiste, ki pa v tej poletni vročini raje ostanete doma, pripravljamo v okviru športne nedelje na kanalu televizije Slovengradec posnetek nogometne tekme Štajerske lige med ekipama Koroška Dravograd in Peco iz Črne na Koroškem. Ogledali si ga boste lahko v nedeljo ob 15. uri. Vabljeni k ogledu. Tudi tokrat pa smo za vas pripravili kratek športni film, ki si ga lahko ogledate takoj po oddaji. Povabil bi vas še, da nam pišete. Vaše vprašanja, pripombe, pohvale in informacije o športnem dogajanju na Koroškem pošljite na elektronski naslov sportnitednik@tvsg.si. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste v naši družbi uživali in da se nam boste zopet pridružili prihodnji teden ob istem času na istem kanalu. Do takrat pa čim več športnih užitkov in nasvidenje.
tu rates pas.